Jaz mogoče še nekaj vprašam. Koliko beremo različne članke, literaturo, karkoli, in nas obkroža to v plastiki, to v obleki, to v butvi, so hormonski motilci v zraku, v pesticidih, v herbicidih, vse posod, ne. Človek dobi kar naenkrat občutek ene brezizhodnosti, ne. Kaj ne pa zdaj naredimo, ali pa kaj ne zdaj, če nimam drugega kot tole vodo v flaši, kaj zdaj piti, kaj lahko naredimo? Vi ste zdaj omenili tele metode detoksifikacije. Mogoče lahko na to temo kaj poveste, pa predvsem na takem nivoju, kaj lahko vsak od nas, Ja. Sigurno, ne smemo končati samo s strašenjem, ne? Drugače bo vsi zamorjeni šli domov. Ne, vedno je pot iz vsakega sranja, kot rečemo po ljudsko, ne. Ni vse tako grozno, ampak veste, kaj jaz pravim, ne, jaz ne sejem strah, jaz želim povedati, kajti če ljudje vedo, kje je problem, potem se vedo tudi obnašati, ne. Če pa ne vedo, so pa žrtve, ne. To je bistveno. Torej mi lahko normalno vplivamo na vsakdanje življenje. Zakaj bi kupovali plastične talne obloge, ker vemo, da so not te snovi, ne? Zakaj bi imeli plastične zavese, če vemo, da so hormonci v te plastične zavese? Ali pa obloge, recimo sedežni garnitur in tako naprej. Vse so alternative, vse so zadeve iz platna narejene in tako ni problem, ne? Po drugi strani, zakaj bi morali kupovati vso hrano v marketu, supermarketu, predvsem tisto, ki je embalirana v plastične mase, pa not zavita, zakaj ne bi kupovali pri kmetu ali pa na tržnici, ne? Samo vprašanje navad, ne? Božičkanje po marketih, se nam zdi, bi rekel, komot, ne? Se vseš v avto, se zapelješ ken, zmečeš v košaro in odpelješ. Samo to je zelo nevarno. Verjemite mi, da po mnenju raziskovalcev postaja supermarket en najbolj nevarnih krajev zahodne civilizacije glede zdravja, ne? Kajti to ni več hrana, to je preparat, ki ni narejen za ljudi, ampak je narejen za to, da čim del časa zdrži na policah in da ga nekdo, ki je toliko trapast, na koncu kupi. Dajmo se držati navodil naših babic, veste, znano reklo je, najbolj zdrava hrana je tista, ki se najhitreje pokvari. Ne tista, ki najhitreje zdrži na policah, najdel zdrži na policah, ne. In so že naši predniki živeli, kako je treba živeti, kajti iz njihovih ust govorijo stoletja zgodovine, ne, in preživetja v tem prostoru. Po drugi strani, ne, lokalno pridelana hrana je živa, je sezonska, je zdrava, ne, je okusna, ima vonj, ali pa zamenite za umetne arome, umetne barve, pod reflektorji supermarketa, boste jedli v bistvu mrtva stvar, ki nima menega življenja, tudi ne daje življenja, ampak nosi bolezen, ne. Jaz ne govorim, nisem sovražnik supermarketov, sem pa sovražnik tega, kaj iz hrane, nasprotnik tega, kaj iz hrane nastalo. In če bomo kupovali domače, lokalno, bomo tudi podprli našega kmeta, da bo izumrl. Kajti morate vedeti, da v zadnjih 10 letih je propadlo 13.000 slovenskih kmetij malih, ne. Mi imamo pa te razdalje tako kratke, da lahko pridemo do žive hrane 10 kilometrov, še avto rabimo za to, da notno tovorimo, ampak z nekaj evri, morda 80 evrov boste napolnili prtljažnik na kmetiji, ne. In to združili s kakšnim izletom, ne pa da zgubljamo cajt v nekih supermarketih, kjer potem padamo na finto akcij, plačaš 2, dobiš 3, ne, se veste, kako je to fajn, ne. In kupimo še en kup nepotrebne krame, ki nam jih ponujajo na vogalih. Po drugi strani pa, tudi če ima kdo vrt, zakaj mu trato, zakaj nimamo domačega vrta, ne. Pa imate zastonj fitness, ne treba nič plačevati, in zastonj solarij, ne. Nimate žuljo, pa vas ne bo bolel križ od dela na vrtu, ampak vas bo bolel križ od sedenja na stolu pa gledanja v računalnik, ne. To je zelo hitro, ne. Torej vidimo, da imamo rešitve okrog nas samih, samo če jih hočemo videti, da smo na finto potrošništva padli. Ta potrošništvo nas je tudi koštal države Slovenije, ne. Mi smo zamenjali demokracijo za demokracijo izbora v marketu, pa svobodo za svobodo na daljincu, kjer program bomo gledali, ne. In smo v tej iluziji živeli, dokler nam niso ukradli države. Ja, prosim. Glejte, vegetarijanstvo je, ko sem rekel, prehranska veriga nižji, ne. Dajmo primer povedati, ne.
imamo eno pokrajino v Sloveniji, recimo eno dolino večjo, ne, kot je recimo kaj Moravška, pa Celjska, pa kaj takega, no karkoli od tega. In imamo tam eno kravo pa eno žensko. Zdaj govorimo o biologiji, ne. Pa zdaj veste, govedo se hrani s travo, ne, imamo že prehransko verigo, ne, vidite. Govedo se hrani s travo, ženska, namenoma sem rekel, ker je ženska spola, je pa govedno. Imamo prehransko verigo, ne. Torej, kaj pomeni zdaj, če jemo nižji enostopno? Če ta ženska ne je govedne, bo jedla travo, ne, torej bo jedla vegetarijansko hrano pri spodobi, torej bo kasirala v svoje telo 10-krat manj poprečno strupov, kot če bi je meso. Zato je nižje pelvarno, ne. Me razumete? S tem, da bi vas še nekaj upozoril glede zdravega življenja, meso iz farm, se vrtimo z isto zgodbo, je prepolno, iz velikih farm, je prepolno ostankov antibiotikov, ki jih dajo preventivno v živalem, da ne zbolijo, kajti če imate 200 prašičev na kup, potem je veliko tveganje epidemije, ki lahko pobere celo farmo, ne. Obenem druge, torej v Evropi je prepovedano, dajo še rastne hormone, dodajo, da žival hitreje narašča v teži in dodajo tudi noter določene tudi te rastni hormoni, rastni dodatki imajo tudi estrogene vgrajene, ne, kajti estrogen redi. In zdaj bi opozoril na nekaj, glejte, tudi mleko industrijsko je tvegano, ne, tako je. A vam ni čudno, da vi v trgovinah dobite, prodajo že vrsto let trajno mleko, ne? Bi rekel, en potrošnik, super, kupim mlek, pa čez en mesec je še vedno zapit. Ampak a vam ni čudno, da recimo tale bela barva za zid, recimo, da je U-pol, da ima rok trajanja, mlek pa ne. Barva ima rok trajanja, mlek je pa trajen. Meni je čudno, da kako po naravi stvari bi moglo biti mleko zelo hitro pokvarljivo robo, ne? Kajti kaj narava v mleku naredila, ne? Pravi čudež, torej na mleku dojenček zraste dokaj na shod, ne rabi doza, ko imate njeno mleko, ne? Torej je noter vsebano vse, kar otrok rabi za razvoj. Prosim. Pa ni pri teh živalih problem to gibanje, ker pač recimo ti so zaprti v hlevu, ne? Pač se pa gibljajo, se pa tudi znebijo teh. A je to res? Ne, morate vedeti, da jaz sem bil enkrat v taki farmi, menem Ščak, ki so pujski, ne, in torej žival lahko samo stoji ali pa leži, ne more se obrniti, ker je v boksih, ne, in skozi so po terapijo in mimogrede zobe jim porežejo s fleksterico brez narkoze, kajti narkoza je strošek, ne. Če nas zob boli, en zob boli, letimo k doktorju, pa takoj na injekcijo, ne. Tam, če ti pa porežejo s fleksarico vse zobe, ne vem, kako se človek počutil. Torej, živali so agresivne, ker so stlačene na mehen prostor, ne, in pride do tih grizenj in zato jim tudi repe odrežejo. Ne samo, da jih skopijo, ne. To vse to dela, ti posegi so brez narkoze, tako se znižuje stroške, ne. Torej, če bi mladi ljudje videli, kaj se s temi živalmi dela, bi vsi vegetarijanci. Zato je to skrito za zidovi, da se ne vidi. Kaj pa ta hrana iz Padske nižine, ki je v Sloveniji? Ja. Mi smo, ko sem jaz imel ta pilotski projekt samooskrbe v Mariboru, smo delali analizo, kaj otroci jejo v vrtcih, po šolah, in smo ugotovili, da večina te hrane prihaja iz Padske nižine, ki je najbolj kontaminiran del Evrope s pesticidi. Vse, če greste z avtom, se boste pri zaprtih oknih in brez klime ali pa zračenja boste zavohali spanat, ki je cela pokrajina prepojena s strupi. No in ta hrana prihaja sem, no, in ko smo imeli stopnjo kontaminacije v laboratoriju v Mariboru, so ugotovili 58% prekomere kontaminiranih zaostanki. Teh strupov, ki so jasno normalno, tudi nekaj od teh je tudi hormonskih motilcev. Torej, jaz mislim, da v imenu zdravja otrok bi morali prepovedati tako hrano v šole po vrtce, ne. Otroci morajo dobiti najboljšo hrano, zato ker niso nič krivi, da so prišli na tak svet in v mlin nekih profitnih interesov
Zato se jaz zdaj trudim po Sloveniji, da postavljamo to samo skrbne regije, kjer se kmete samo organizirajo v nove zadruge za oskrbo šol pa vrtcev oziroma teh kuhinj. A se lahko mogoče še nekaj nazaj vrnem? Zdaj, tudi da ne kupujemo take hrane, s tem preprečimo samo vnos, dodatni vnos, ki je že tako zastrupljeno. Kako pa spravimo to, kar že imamo v telesu ven? Aha, pardon, sem dolžan, ja. No, teh metod je kar nekaj, ne, ampak najboljšo si poznamo zgodovinsko, to je post. Postenje, čiščenje telesa starodavno, zdaj imamo te poglede imamo veliko novih, ne. Recimo, jaz sem zdaj končal 15-dnevnega, ne, 4 dni nazaj. Ne za odhujšanja, ker mi ni treba nič hujšati, ampak za tega, da si vsak let familija očisti telo. In občutki so božanski. Torej, po 3 dneh izgubiš občutek lakote. Metoda, ki se jaz držim, je pač na sokovih. Brez problema preživiš 15 dni s 3 kozarci soka na dan. S tem, da dobiš neverjetno motiv po gibanju, kar je zanimiv, ne, človek bi pričakoval, da bo sam sedel pa skup lezel, pa gledal filme o hrani, pa kuharske knjige listov. Ne, glih obratno, ženete, jaz moram reči, da vsak drug dan sem igral tenis, ki je moj najljubši šport, gotovo sem imel boljše refleksije, kot prej, ki sem jedel. Da ne govorim o tem, kako misel leti, ne, da kako mi sprot zapisujem ideje. Neki zanimivi psihološki fenomeni se pri tem dogajajo. In s tem tudi malo spoznamo sebe, ne, na drug način, pa še se razstrupimo. Torej imamo domačo metodo. Ne. Kako savnanje? Isto pa še zraven. Recimo zdaj pravijo določene alge, recimo, ali pa v smislu zeolit, recimo? Ja, marsikaj se imam, teh metod je veliko. Ne. Številne skupine po svetu se s tem ukvarjajo intenzivno, poskušajo neke stvari izboljšati, se vgrajujejo tako stara znanja kot nova spoznanja v te metode. No. Tako da jaz mislim, da vsak si lahko zbere prav pomenil, kaj bo najmanj grozen zanj, če se tega loti. No, predvsem bi pa priporočal tega, da dekleta, ne, ki ste bodoče mame, da že zdaj počasi paste na to, ne, da se telo ne bremeni preveč s temi toksini, kajti to ostaja v telesu, to se ne briše, ne, se deponira. In tudi to je recimo zanimivo, ker doktorji pravijo, ne, da radikalno hujšanje brez zdravniške kontrole je lahko tvegano. Ne. Nihče pa ne pove, da radikalno hujšanje pomeni, da se te strupi, ki so v maščobi deponirani, ne, ker so lipofilni, v veliki količini, v veliki koncentraciji splavljajo v kri in povzročajo lahko velike težave. Takrat pride pa do akutnih zastrupitev. Tudi to so opazili pri pticah. Kot prvo, ne, kajti ptice predvsem selivke imajo območja, kjer se prehranjujejo in potem preletijo na območja, kjer se razmnožujejo. Ne. Torej, na teh preletih kurijo telesno maščobo, ki so se jo nabrali kot zalogo v območjih prehranjevanja, no in na teh umeščnih postajališčih, ko ptice preletavajo, so evidentirali biologi množično umiranje ptic, ne, velikokrat, in ko so prišli z analizam ven, so ugotovili, da imajo v krvi ogromne koncentracije teh sproščenih toksinov iz maščobnih zalog. Ne, tako. Ni tako grozno, živeti je čisto fajn. Vidim po vaših nasmehih, da nič hudo ni, ampak se pravim, jaz se držim enega načela, pa tudi vam ga priporočam, da veste, ko pride do problemov, ko imamo probleme v življenju, predvsem z zdravjem, vedno takrat postane najbolj pomembno tisto, kar nismo vedeli, kar nam niso povedali ali pa nismo hoteli slišati, ker je bilo preveč neprijetno. Pa ne mi zdaj to govoriti, ne. Gremo dalje in tako naprej. Jaz srečujem veliko ljudi, ki so bili brezbrižni do teh vedenj ali pa znanj ali pa na svetu, karkoli temu rečemo. In potem, ko je prišla diagnoza rak, ne, potem se je pa tak človek sesedel v sebe in začel radikalno razmišljati, kako pa zdaj narediti. Za številne je bilo prepozno. Za nekatere pa so se pa za slamce ujeli, da so reševali svoje življenja in jaz mislim, da ni potrebno vsem to skozi dati. Ne, če se znamo pravilno nekako zavarvati, da ne bomo vsa tveganja kasirali na sami sebi. Ne.